Pozdravljeni v oddaji Ambienti. Danes si bomo ogledali v sodoben objekt predelano zidanico, prenovo interierja v vrstni hiši in izvedeli, kakšna finančna sredstva so na voljo za zbiralnike deževnice. Predelati zidanico v sodoben bivalni objekt zveni skoraj neverjetno, vendarle je mogoče. V Gričevnati pokrajini blizu Podčetrtka so med obnovo združili sodoben pristop in hkrati spoštljivo ohranili ključne elemente tradicionalne rabe tega objekta. Valovita pokrajina Kozjansko, kjer prevladujejo vinogradi, je posejana z zidanicami. Objekt, povezan z delom v vinogradu in hrambo vina, je dobil novo vlogo. Počitniška hiška. Stoji blizu Podčetrtka. Vi ne živite tukaj, ker je to vendar zidanica, ampak redno prihajate. Kako to? Jaz imam tukaj korenine. Moji starši so iz Celja in so to tukaj imeli kot vikend. In moji starši in starši so še sem prišli na vikend. Jaz živim v Avstriji, na Tirolskem, v Kufsteinu in pridem 3-krat leto sem. Kaj se je dogajalo kot otrok? Kaj ste delali tukaj? Kako ste preživljali? Smo vedno prišli tudi sa trgatve. Drugač v spomlad smo prišli, ko smo mogli vinograd tudi gledati, če vse v redu. In če smo tukaj bili, smo šli v Atomske se kopati in uživali smo naravo tukaj tudi. Mene je presenetilo, ko ste rekli, da niste nikoli obiskovali kakšnega tečaja slovenščine ali pa celo hodili v kakšne slovenske šole. Vse, kar znate in znate dosti, je torej od pogovora z mamo doma. Točno. Dobro. In pejva zdaj k tej zidanici. Ta zidanica je torej bila nekoč, pa ne tako dolgo nazaj, še popolnoma drugačna. Zakaj ste se odločili, da ta zidanica mora iti v 21. stoletje? Jaz sem ta zidanico zelo hitro zidal po smrti moje mame in stare mame, tudi zaradi spominov prvič, ampak tudi zaradi narave in zaradi razgleda. Jaz sem pravnik, pa delam veliko v pisarni in dobrih 10 ur na dan sem v pisarni in zaradi tega je to zelo lepo, če prideš sem in lahko oddihaš in imaš naravo in imaš mir. Gospod Blaž, tale zidanica je pa vendar bila kakšen izziv za vas. Če prav razumem, ste bili že kdaj prej tukaj? Na ogledu, v bistvu, jaz sem bil prvič, šele ko smo prišli gledati staro hišo. Takrat je bila želja naročnika, da bi predlagali, kako bi lahko prenovil to staro hišo. Imel je tudi že neke ideje, ampak nam se je zdel že v bistvu prvi trenutek, ko smo videli tisto staro hišo, na kako lepi lokaciji stoji, pa kako v bistvu je nesrečno že prezidana, ker je imela dolgo zgodovino. Ampak nekako smo prišli do tega, da je najpametnejša odločitev, da se tisti kasneje prezidan del nadstropja te hiše podre. Tisto, kar je pa res prvotno in prvinsko bilo, se pravi ta vinska klet v pritličju, pa jo obdržimo. Gornji del zidanice je postavljen na staro kamnito klet, ki naj bi tam stala že vsaj 200 let. Koliko jasno predstavo ste vi imeli o tem, kaj želite? Prvo sem hotel imeti nekaj štajerskega, nekaj domačega. Ideja je bila taka, ne vem, koliko smo na to prišli, enkrat smo rekli les. Mogoče tudi zaradi tega, ko meni je les zelo domačen, zelo topel. Kar se tiče kvadrature hiše, smo rekli, jaz hočem imeti tak, kot je bila. Stopnišče je vedno bila tukaj na toti strani in malo nekaj modernega. Jaz sem rekel, jaz hočem imeti to bolj odprto in mi ne rabimo več tako velike spalnice pod mansardo in tako je to rastlo. Tudi nam se je zdel les tisti material, ki bi bil najprimernejši
za to gradnjo, predvsem zato, ker gre za nadzidavo, ne nekega starega, je tudi konstrukcijsko lažje na to bilo postaviti nekaj lesenega. Hkrati je razlika od tistega, kar je starega tukaj, ker se nam je zdelo, da s prejšnjo prezidavo ni bilo več berljivo, kaj je ostalo od stare hiše in kaj je zdaj bilo kasneje novo. Ne. S tem, ko smo pa nekako naredili neko jasno mejo, ločnico med to vinsko kletjo, ki je ostala, in to novo, sodobnejšo nadzidavo, mislim, da smo bolj pokazali tudi, kaj je res prvotnega in kaj je novega. Ob prenovi zidanice so izkoristili njeno dvignjeno lego zato, da so notranjost odprli navzven z velikimi steklenimi površinami. Hkrati tudi notranjosti niso zaprli nič več, kot je bilo nujno. Ja, to je bila tudi nekako in seveda naš predlog in želja naročnika, ker razgled je res čudovit na vse strani. Težko smo se tudi odločili, na katero je bolj pomembno gledati, ampak je vendarle ta južna stran in vinograd, ki je tudi v lasti naročnika, tisti, ki je mogoče najprimernejši za neko večjo odprtino. Hkrati smo pa oblikovali prostor tako, da se odpira na vse strani. Ena od značilnosti obnovljene zidanice je tudi lesen hodnik v gornjem delu, do katerega vodi stopnišče. Hodnik je mogoče zastreti z zložljivimi polkni. Tako da gang je tisti element, ki je že od nekdaj značilen, oziroma zunanji dostop je bil značilen za zidanice. Smo pa potem to oblekli v neko sodobnejšo obleko iz lesa, ki se deloma zapre lahko. Morda je leseni plašč hišnega oboda za koga presenečenje, a v resnici gre le za sodobno interpretacijo nekdanjih lesenih elementov. Les je pa tudi zunaj viden in tisti je en tak, se mi zdi, modern element vnešen v prostor. Je modern element, je pa tudi na teh starih fotografijah. Zdaj, ko smo mi dobili hišo, ni bilo več skoraj nič leseno, razen napuščal. Na starejših se pa vidi, da je bil tudi lesen gang že prej, en del nadstropja tudi je bil lesen, tako da je les bil avtohton element v prostoru. Edino, kar je recimo novejšega, je to, da je les bil že v osnovi barvan z neko sivo oljno barvo, ki bo nekako to staranje hiše zabrisala. To je bila tudi želja naročnika, da ne bo spremljal, kako ta hiša se stara in sivi, ampak bo elegantna gospa že na začetku. Ta miza je starejša kot hiša, vsaj zgornji del hiše, tako da je, kar nas tudi navdušuje, da nismo v bistvu opremali te hiše do zadnjega kotička, ampak smo to prepustili lastniku, da je prinesel v prostor elemente, ki so njemu blizu. Pri tej hiši smo razvili tudi en sistem drsnih senčil, s katerimi lahko hišo v celoti zapremo, kadar naročnika ni. Ostane odprto eno samo okno, ki je nekako pogled na pokrajino in tudi stik pokrajine s hišo. Tako da ni hiša popolnoma anonimna, ampak hkrati pa je zaprta in je vidno, da trenutno v njej ni nikogar in da čaka svoje goste in prebivalce. Zidanica na Kozjanskem je dokaz, da je mogoče tudi tradicionalne zgradbe posodobiti in jih spojiti s pokrajino. Po oglasih si bomo ogledali temeljito prenovljen interjer v vrstni hiši in izvedeli, kako koristno je zbirati in uporabljati deževnico. Za pitje in pripravo hrane porabimo sorazmerno malo vode. Na osebo od 3 do 6 litrov na dan. Največ vode porabimo za osebno higieno, splakovanje stranišč in zalivanje. V Sloveniji se vse več gospodinjstev odloča za zbiranje in uporabo deževnice. Za izgradnjo zbiralnikov vode pa so nam na voljo nepovratna finančna sredstva in ugodni krediti. V gospodinjstvu je seveda priporočljivo tudi izkoristiti vodo iz neba, se pravi deževnico.
V Sloveniji imamo med 900 do 2000 mm padavin na kvadratni meter in naprimer na tem objektu, ko smo, je cirka 200 kvadratnih metrov strehe, se pravi, je možno na letni ravni uloviti cirka 180 kubičnih metrov vode. Vodo se vodi s pomočjo žlebov preko kanalizacijskega sistema v 5000 litrni zbiralnik vode, se pravi, na žlebovih se montira tako imenovani lovilec listja, potem pa preko kanalizacije v zbiralnik, kjer sledi grobo usedanje dispergiranih delcev in iz tega zbiralnika se potem preko sistema vodi do črpalke, katera pač na tem objektu omogoča površinsko namakanje, tudi namakanje kapljično in pa uporabo vode v sanitarne namene in pa za pranje. Ja, pri sami investiciji smo se že odločili, da bomo varčevali s pitno vodo, ki je danes pač vidimo še ni, ampak bo še dragocena, jaz pravim, enkrat v bližnji prihodnosti se lahko to že zgodi, zato smo si umislili uporabo oziroma koriščenje deževnice. Deževnica je pa speljana iz zunanje cisterne, se vidi že tako, da je ločena od samega sistema sanitarne vode, pitne vode, že po zunanji, ker tu so cevi iz plemenitega jekla, medtem ko smo za deževnico koristili neke cenejše bakrene cevi, ki pa so čisto v redu prave, dobre kvalitete, da se lahko za to koristijo. Se pravi, tu je potem črpalka, ki pač to deževnico črpa iz cisterne in jo potem potiska v inštalacijo. Inštalacija je ločena v hiši, se pravi, eno so pitne vode, druga je pa posebej inštalacija za deževnico. Tale naprava oziroma tale škatla tukaj zgoraj na steni je pa krmilna enota in pa programator, kjer se lahko za vsaki dan oziroma pač po potrebi vsaki drugi dan mi zalivamo, nastavijo programi in to za nočni čas, ko je tudi temperatura nižja in se lepo zelenice se namočijo in pa vrt. Se pravi, ko nas ni tukaj, tudi če nismo doma, se to samodejno vključi in to dela brez problemov. V veliko pomoč mi je zalivalni sistem vrta in uporaba deževnice za pralne stroje in sanitarije. Iz pralnega stroja pride mehko perilo, brez mehčalcev in samo uporabljamo dodatne dišave, da izboljšamo vonj perilo. Kot energetski svetovalec z 20-letnimi izkušnjami bi Slovencem nekako dal na dušo, ker se zelo radi v Sloveniji hvalimo z dobrimi avtomobili, morali bi pa razmišljati v smeri kvalitetnih okoljskih naložb z dobrimi fasadami, z kvalitetnimi sistemi za ogrevanje, s kvalitetnim stavbnim pohištvem in to pokazati sosedom in reči, mi smo okoljsko napredni in takrat bomo tudi Slovenijo držali, bom tako rekel, lepo in čisto. V Sloveniji, tam, kjer nikoli ne bo javnega kanalizacijskega sistema, se pravi ob redkih poselitvah, tam si občani lahko zgradijo male rastlinske čistilne naprave ali male biološke čistilne naprave. Za uporabo deževnice pa je seveda poznanih več sistemov, se pravi, možno je zbirati deževnico na enostavni način z tako imenovanimi kakimi nadzemnimi zbiralniki, v večini primerov pa se deževnica zbira s podzemnimi zbiralniki in s sistemom, kateri potem omogoča tako namakanje kot uporabo vode v sanitarne namene. Seveda želimo povabiti vse občane, da obiščajo tako energetsko svetovalne pisarne kot spletne strani Ekosklada in koristijo denarna nepovratna sredstva in pa ugodne kredite. Se pravi, krediti imajo obrestno mero 3-mesečni Euribor plus 1,3% obrestna mera, nepovratna sredstva so pa seveda za vse okoljske naložbe od izolacijskih fasad, toplotnih črpalk, zamenjave stavbnega pohištva, električnih avtomobilov, izolacije podstrešja. Več informacij pa lahko občani dobijo na spletni strani www.ekosklad.si. Lastniki so si po 20 letih življenja v hiši zaželeli korenite spremembe interierja.
Kako je potekala prenova in na kaj je pri takšnem projektu treba biti pozoren, smo se pogovorili z arhitektko in lastnikoma. Nahajamo se v naselju vrstnih hiš, kjer si bomo ogledali prenovo notranjosti ene izmed njih. Na zunaj so si vse bolj ali manj podobne, za vhodnimi vrati pa vsak dom skriva svojo zgodbo. In ta, ki si jo bomo ogledali, je po 20 letih doživela temeljito pomladitev. Gospa Petra, prenovljen interjer je precej svetu, velik, deluje precej prostoren. Kakšni so bili vaši prvi impulzi pri snovanju te nove podobe tega prostora? To, kar ste vse naštel, je bil osnovni namen. To se pravi iz nekega interjera, ki je pravzaprav funkcionalno že preživel neko svojo zgodbo, neko svojo zgodovino in je bil nekako deloval temen zaradi uporabe temnega lesa. Smo hoteli popolnoma prenoviti v smislu tega, da je ovoj svetu, bel, lahkoten. Potem smo pa poudarjali neke elemente, kot so tale svetla miza, vitrinska omara, tale glavna poteza omare, ki se pravzaprav vije okoli in okoli celotnega prostora. Tako da poudarki so zdaj drugi. Obod in nekako tisti osnovni vibracija prostora je svetla, lahkotna, bela. Elementi so pa zdaj tisti, ki pa dajo neko svojo težo oziroma poudarek. Prostori delujejo precej razkošni, lahko bi rekel celo nekoliko teatralni, ampak ne kričeče. Kako ste dosegli ta učinek? Ko sem prvič prišla v to hišo, me je pravzaprav navdušilo veliko lepih predmetov, ki so bili zapis nekega življenja, nekega časa, ki ga je tukaj preživela družina. In nekako so ti elementi, kot je tole starinsko ogledalo, tisti, s katerimi smo hoteli povezati ta preskok med življenjem prej pa življenjem zdaj. To se pravi, interjer je zdaj modern, ampak vendarle ti neki predmeti pa nekako spominjajo na to, da ta hiša ni nova, ni popolnoma moderna in tudi nekako zavese, ki tako kot ena tanka opna se uvijajo okoli celotnega interjera, so tiste, ki pravzaprav ločijo notranjost in zunanjost na malo bolj, tako kot ste rekel, teatralen način. Stavbno pohištvo pri tej prenovi ni bilo menjano. Zagrnjene zavese imajo tako tudi funkcijo zakrivanja oken, ki so še ostanek preteklega dizajna, pove arhitektka. Prenova zunanjosti je zaenkrat prestavljena v prihodnost, saj so se interjerja po srečanju z arhitektko Petro Zakrajšek lotili temeljiteje, kot so sprva predvidevali. Čeprav pri prenovi niso podirali sten, pravzaprav so en prehod celo zagradili, sta tloris in razporeditev v pritličju sedaj bistveno spremenjena. Ker so pri prenovi razbijali kopalnici in kuhinjo in spreminjali pozicijo le-te, so bile novemu tlorisu primerno vse inštalacije prenovljene in zamenjane. Kakšne spremembe ste pa naredili v povezavi s tlorisom stavbe? Bivalni del smo pravzaprav čisto preobrazili, vsebinsko in tudi estetsko, likovno. Pravzaprav smo želeli na nek nevsiljiv način povezati, to se pravi kuhinjski del, jedilni del in pa del z sedežno garnituro. Na mestu, kjer je bila prej kuhinja, ki je bila pravzaprav obrnjena v drugo smer, in tudi jedilna miza, smo zdaj celoten prostor namenili samo kuhinjskemu delu z nekim modernim, sodobnim pultom. V tem delu, kjer zdaj sediva, je bila prej sedežna garnitura. Tukaj smo zdaj nekako z podaljškom, ki se zapelje do tega ogledala, ustvarili jedilno nišo in pa potem za vami del opremili kot klasično dnevno sobo. Leseni kubus je plasiran na pozicijo, kjer je bil prej kamin in nekako služi kot prvič dekorativni element, na drugi strani pa funkcionalno v njega pospravimo vse, kar pritiče iz desne strani in vhoda vhodu z garderobno omaro, na tele strani z dekorativnimi nišami in v tem delu služi kot predali in omara za vse stvari, ki jih pač rabiš v odprtem bivalnem delu.
No, zdaj smo obdelala spodnji del hiše, kaj pa zgornji, prvo nadstropje? V prvem nadstropju smo nekako prenovili samo to osnovno povezavo med obema nadstropjema, to se pravi stopnični del in pa kopalnico. V zgornjem nadstropju smo prenovili kopalnico, medtem ko spalnica in kabinet sta pa ostala opremljena v stilu, ki je bil v hiši prej, to se pravi v češnjev les. Arhitektka Petra Zakrajšek se vedno potrudi, da bi v novem interjerju zadržala tudi kaj od starega ambienta. Kak kos, ki ima posebno, lahko tudi le sentimentalno vrednost. V tem domu je bila to stropna svetilka, ki sta jo lastnika ljubkovalno imenovala Pajek, Spider. Ta pajek ima sedaj svoje mesto v predsobi in v zvezi z njim je nastala simpatična anekdota. Arhitektka, ki za to poimenovanje prej ni vedela, pove, da so se pri izbiri visečih svetil za kuhinjo in jedilnico skupaj z lastniki odločili za svetila, ki se prav tako imenujejo Spider. Ogledal sem si fotografije vašega interjera pred prenovo in seveda zdaj vidim, kaj je nastalo po prenovi in moram reči, da ste se kar temeljito lotili zadeve. Zdaj me pa zanima, sta skozi to prenovo tudi na nek način preoblikovala vaš življenjski slog ali šlo obraten? Mogoče sva ga malo preoblikovala, sicer ne zelo veliko. Prostor se je naenkrat povečal, ker smo odprli ta prostor dnevni sobi. V bistvu sva se dalj časa ukvarjala s to prenovo, 2 leti sva razmišljala o njej. Najprej sva si dejansko zamišljala v manjšem obsegu, potem pa sva ugotovila, da v bistvu se morava temeljito lotiti, če hočeva imeti hišo tako, ko bo ambient usklajen. No in tukaj smo imeli srečo, da smo se srečali z Petro in smo skupaj res naredili novo zgodbo. V bistvu sva si želela to, kar je zdaj ratalo. Kar je pa še bolj pomembno, da je pa Petra imela tudi zelo dobre izvajalce, ki so pa svoje delo fantastično opravili. Midva sva v bistvu 52 dni zapustila najin dom, se odselila in v dogovorenem roku je bilo vse očiščeno, na mizi rožice, tako bi rekla, filmsko je bilo. No. To si ne moreš predstavljati v bistvu, da se ti to lahko zgodi. Lastnika sta v hiši pred prenovo preživela 22 let. Svojo staro opremo sta bila pravzaprav še čisto zadovoljna, saj sta hišo pred vselitvijo prav tako opremila s pomočjo arhitekta. Zase povesta, da sta zapečkarja in da je njun dom obenem tudi njun vikend. Ker sta veliko doma, sta občasno razmišljala tudi o tem, da bi morda malo posodobila opremo, morda zamenjala kuhinjo ali si privoščila nov kavč. Za tako temeljito prenovo, kot je sledila, pa je pravzaprav kriv podometni kotliček v kopalnici, ki se je pokvaril, pove gospod Bogdan in doda, da je to anekdota, ki jo vsi njuni prijatelji že dobro poznajo. Zanimivo je, da ste se odločili umakniti kamin. V prvih variantah, ki smo razmišljali, kako bomo prenovili ta del dnevne sobe, smo tudi razmišljali o kaminu. Ampak nikakor nam ni šel v kontekst. Nam je štrlel ven in nismo našli tako zadovoljive kvalitetne rešitve, kot je zdaj. In zaradi tega smo pravzaprav rekli, pa dajmo kamin opustiti. Kot sva rekla, itak ga ni bil v svoji funkciji, kar se tiče ogrevanja. Seveda, ker smo pa prenavljali že toliko velik del hiše, smo rekli, tudi ogrevanje je treba prenoviti, takrat je bilo na olje, seveda gremo v toplotno črpalko in seveda, ker smo naredili toplotno črpalko, pomeni, nismo rabili več kurilnice, iz kurilnice je potem ratala sedaj pralnica in ker tudi dimnik nima več svoje funkcije, smo se odločili, da dimnik podremo in smo na njegovo mesto postavili jašek za perilo. Poleg tega je hiša tako topla, ker je obrnjena na jug, tako da tudi kadar smo zakurili kamin, je bilo not absolutno prevroče. In ker živimo s kužkom v hiši, smo ga že zaradi
puška zelo redko kdaj zakurali in to je bil tudi razlog potem, da sem jaz popustila in sem rekla, ok, lahko smo brez kamina. Podrobnosti prenovljeno hišo oglejte na naši spletni strani www.tvambienti.si in se za piko na i virtualno sprehodite po prostorih, posnetih s 360-stopinjsko kamero. Hvala za pozornost, imajte se lepo, uživajte in vidimo se spet prihodnji teden, ko si bomo ogledali hišo, katere posebnost je zasebna kapela, ki je hkrati prostor molitve, dela in druženja in stanovanje opremljeno z najsodobnejšo tehnologijo. Stanovalci lahko številne funkcije upravljajo kar s svojimi glasovi.